V dolgoročnem vodenju skušamo predvsem bolnike opremiti z zdravili in pa tudi z čim bolj podrobnimi navodili, kako ravnati, ko pride do epizode. Glede tega v bistvu poleg te individualne obravnave vsako leto organiziramo tudi en skupen dan, ko povabimo vse bolnike hkrati v ambulanto in tudi naredimo eno kratko izobraževanje o bolezni, o postopkih, o vodenju, o spremljanju. Tako da jih skušamo čim bolj natančno opremiti z vsemi informacijami, da imajo tudi možnost premisliti, postavljati vprašanja, predebatirati tudi en z drugim, slišati en drugega, da se širijo čim bolj obzorje. Zelo pomemben del se nam zdi tudi to, da zdravnike opremimo s temi informacijami, ker je to zelo redka bolezen, se večina zdravnikov nikoli ne sreča s takim bolnikom. Ampak smola bolnikov s hereditarnim angioedemom je, da rabijo pa pomoč na urgenci takrat, ko je epizoda. In zato smo v bistvu vsem bolnikom z znano diagnozo pripravili navodila na A4 formatu, 2 strani je teh navodil, ki so v bistvu namenjena zdravstvenim delavcem takrat, ko bolnik rabi pomoč, da jih na hitro seznanijo s tem. Torej je smiselno, da ima oboleli ta navodila vedno pri sebi, tako nekako kot kartico zdravstvenega zavarovanja, ne? Ja, izjemno pomembno. V 2 oblikah. Eno je, da smo pripravili tako majčkeno kartico, da je res lahko zraven zdravstvene izkaznice s ključnimi informacijami in ena taka daljša navodila, ki naj bi jih imeli bolniki vedno s seboj, da takrat, ko je potreba, da rabijo pomoč, da imajo te osnovne informacije, ker je res skoraj nemogoče pričakovati, da bodo vsi zdravniki vedeli detajle o neki tako redki bolezni. Omenili ste srečanja bolnikov enkrat na leto. Koliko bolnikov pa pravzaprav vodite oziroma koliko se jih sreča ob taki priložnosti? Ja, vsega skupaj smo do zdaj postavili diagnozo pri 28 osebah, ampak do sedaj smo največ 9 bolnikov uspeli privabiti, da so se udeležili takega srečanja. Verjetno tudi to, da če nimajo pogosto napadov, da se potem ne čutijo tako ogrožene, pa jih mogoče malo manj zanima o njihovi bolezni. Sicer je pa izmenjava tovrstnih izkušenj, ki izvirajo iz osebnega izkustva, seveda pa so opremljeni tudi strokovno, s klinično razlago izjemnega pomena, tudi za nadaljnjo pot v življenju, vsaj tako se mi zdi. Ja, in tudi se mi zdi, da v globalnem smislu je to društvo bolnikov s hereditarnim angioedemom mednarodno eno najbolj organiziranih društev. Vsaj po mojem poznavanju imajo res enormno informacij, so zelo dobro povezani, organizirajo letna srečanja, regionalna, evropska, svetovna, se trudijo širiti in znanje in tudi dostopnost celo za zdravila, ki ponekod niso dostopna, ker gre za draga zdravila in niso vse povsod na voljo.